da ste bil gonilna sila, tako kot ste rekli, tudi kar se tiče sodelovanja Škofijsko Karitas, tudi nam ste včasih še iz kartonažne škatle rihtov in tako naprej. Ne bom veliko govoril, jaz tle spadam med domačine, imam ženo iz te župnije, tako da sem vesel, tudi da se prostori kažejo, župnišča ste podrli, upam, da bo tudi za Karitas se najde kakšen prostor. Vesel sem tudi, da je veliko naših prostovoljcev prišlo iz sosednjih, iz bližnjih Karitas, tako da nekako proslavimo ta dan in želim, da se vsi lepo imamo. Hvala lepa. Dovolite par besed. Ja, seveda, izvolite. Spoštovani gospod župnik, spoštovani gospod Romko, dovolite, da se v imenu našega župnika Jožeta Tominca in vseh članov Župnijske Karitas Škofljica najprej zahvalim za vabilo. Zahvalim se vam za dolgoletno sodelovanje, za vse duhovne obnove, pri katerih smo poglabljali svojo vero, za izmenjavo številnih izkušenj in številnih srečanj. Za v prihodnje pa spremite naše želje, da bo vaše srce še naprej toplo in čuteče, da bo videlo vse tiste fizično in duhovno osamljene, bolne in vse tiste, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski. Vidite v vsakem Kristusovo obličje, podajte mu roke in še naprej izpolnite njegovo zapoved ljubezni. Hvala vam, vse dobro in Bog z vami. Jaz še počakal, ko je to gospod Jože Viktor povedal, še besed hvala vsem. Težko malo, težko govorim za moje kanti, ampak upam, da par besed bom povedal. No, hvala lepa. Gospod Romko že napovedal naslednjega besedovalca. Prosim, gospod Viktor, če še vi nekaj poveste. Predsednik krajevne skupnosti. Najprej upravičujem gospoda župana, ki se ni mogel udeležiti slavja, ker je pač udržan zaradi nekaj obveznosti, tako da ne jaz nekako upravim to dolžnost. Zdaj, takole v njegovem imenu, pa v mojem imenu, v imenu krajevne skupnosti, vas vse skupaj prav lepo pozdravljam. Obenem pa čestitam Župnijski Karitas Rote za 25 let uspešnega delovanja, ki je kar zelo zgledno. Obenem pa bi se tudi zahvalil gospodu Romkotu za še to, ko bi rekel, dobro vodenje in požrtvovalnost, da to je tako teklo, kakor pač vidite, da teče. Želim pa v nadalje uspešnega dela in da bi s čim manj preprek stvari lepo tekle. Hvala. Hvala, gospod Viktor. A ima še kdo kakšno besedo nam zapovedati, za spodbudo, mogoče? No, pa, prosim, hvala. Hvala lepa, da ste me povabili. Tako ste me večkrat povabili že. Romko je rekel, da sem največkrat vodil srečanje za starejše in za bolnike. Sem vesel, ker se ob tem tudi učim od vas, veste. Vedno rečem, tudi na glas rečem, da me bolniki bogatijo. Me bogatite. Zato želim še naprej taka srečanja, da se krepimo pri oltarju, pri mizi,
pa potem še doma mislimo in molimo drug za drugega. Hvala lepa vam in Bog naj bo z vami, pa Mati Marija. Pa še mimogrede rečem, 19. tega meseca poromamo v Lourdes, spet za bolniki, invalidi, pa se vas bomo tudi tam spomnili. Pri njej, ki je največja dobrotnica človeštva. Naklonjeni. Če nobeden nima, več bi pa za konc povabil gospoda Romkota še za nekaj besed. Ja, vse skupaj prav lepo pozdravljam danes, ki se smo zbrali skupaj v cerkvi. Najprej smo začeli svetomašo, kar je največja veritev, in tudi najlepša hvala gospodu nadškofu, da se je bil tako res to, da je prišel k nam v Rote. Hvala mu še enkrat gospodu Moštjajniku, hvala vsem duhovnikom, ki ste prišli. Sploh pa najlepša hvala tudi gospodu župniku, da me prepira. Doskrat sem malo kaj govoril, a bi tu ali ne bi tu, pa smo se pa le skupaj prišli zmeraj, če bo kakšna stvar, da ne bo težko, ampak tako smo pa prišli tako. Tudi bilo je včasih tako, da je rekel ne, ampak je bilo še prav, da je bilo tako, da ni bil prav. Rad sem imela pa kar konkretno odnos, res smo se zelo lepo sodelovali, tudi zdaj še zmeraj, skoraj vsake 14 dni, dokler do moje bolesni, smo se sigurno vsak teden nekaj 14 dneh pogovorila. Veliko se pogovorimo o vsem, ki ste tukaj, ko smo hodili na vse razne karitase. Res prav hvala vsem, ko smo, mislim, s tem smo skupaj veliko ljudi spoznali tukaj. In to je tudi velik glas, da vemo, nekje tudi karitas je v Rotah bil mogoče takrat začel, najprej na vrhu začel naprej život, potem je začela še župnijska svet, zdaj pa dela tudi župnijski svet, tako da zdaj smo pa bili pa le tisti, ki smo delali župnijska karitas, vse potrebe, kar je bilo, smo se v Rodah nekako naredili to stvari. Res, tudi moram reči, tudi za zahvala župnijski gasilcem, kar redno vsako leto delujejo z nam šolo, sploh in vse bi se tukaj pevcem, nekaj razmerje, to je obogatijo našo, res vsako leto, vse, moram se reči, doklone se, še enkrat tam več tero, kar res težko povem, ampak hvala tudi Bogu, da mi je mogoče dal še eno priložnost, ker sem pač tudi težko že, pa zdaj pa spet nazaj govorili in tudi delam, hodim in pomagam. Bi pa s tem, ko gospodu Jožetu Cigaletu, ki začenja novo delo, za mano mu želim zelo, zelo uspeha, pa poguma, da bo tukaj delal, ker res on žal ima res veliko dela, ampak kljub temu, ker ima drugega dela, je pristal delo, ker gostej, ki so kdaj ni tajni, oni vedo, kako je dela, ampak on si je to res naredil. Vsem veliko poklona, vsem skupaj, vsi, ki ste tukaj ljudje, se pravi, da mi smo tukaj župnije v malem, pa med dekaniji in še med dekanijskimi stvarimi. Hvala vsem, res veliko. Tolikimi leti v bolnici, pa zdaj tudi hvala gospodu Štribarju, ki nas je res veliko obiskal mi v bolnici takrat in tudi zdaj, kaj treba. Hvala za vse. Hvala.
Hvala, gospod Ronko. In še enkrat najlepša hvala za vse vas in za vse vaše delo. Zdaj pa vse skupaj prav lepo povabimo, da se še malo zadržimo po gostitvi in druženju. Hvala. Hvala.